Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Na sporedu je 25. del radijskega romana Kruh močnih. Smo v 37. poglavju in podnaslov tega poglavja je vzet iz knjige Pregovorov. Skrb v srcu tare človeka, dobra beseda pa ga razveseljuje. Lidija se je s tresočo roko prijela za glavo. Na prsih je začutila težko, moreče breme. Začela je težko dihati. Strah. Nerazumni, glodajoči, lakomni strah. V primerjavi z njim je bil Antioh kot udomačena veverica. Lidija se je upirala njegovemu vsemočnejšemu oprijemu, kot se je naučila v otroštvu. Naredila bo, kot se ji je zdelo prav, tudi če bi jo strah pri tem pogoltnil. Kot vedno bo vztrajala. Le zakaj je morala prenašati njegovo zasužnjujočo moč? Kako je šlo, jo je Rebeka tiho vprašala s praga. Lidija je skušala prikriti, da se ji trese glas. Ujezila sem ga. Misli, da sem Klaro kupila, da bi ga prikrajšala. Rebeka se je nasmehnila. No, če sva iskreni, si naredila ravno to. Morda res. Ampak zelo neprizanesljiv je, da je prišel do takšnega sklepa. Odločil se je, da postanem njegova največja sovražnica. Mi je pa dal 7 dni, da si premislim. Zanj je to zelo usmiljeno. Lidija s svojim lahkotnim glasom ni pretentala Rebeke, ki je prijateljico objela, da bi ji izkazala ljubezen in jo okrepila. Se bova že znašli. Z Božjo pomočjo. Upam, da jo bo poslal čim prej. Lačnemu levu sem stopila na rep in mi že rjove v uho. Kako je s Klaro? Slabo, kot vedno, ko vidi Antioha. Hvala Bogu, da je njen oče pred dražbo prišel k meni. Antioh je Belosu ponudil dovolj, da bi ta poplačal vse dolgove in naredil konec denarni stiski. Čeprav je bil slab oče, mu ne bi bilo vseeno, če bi Klara pristala v krempljih človeka, kakršen je bil Antioh. Ta namreč vsaj njega, v nasprotju z večino Filipljanov, ni pretental s svojo očarljivostjo. Belos se je namesto tega napil cenenega vina in Klaro prodal trgovcu s sužnji. Potem pa je tekel k Lidiji, hlipal med solzami in jo rotil, naj kupi njegovo hčerko. Zakaj nisi takoj prišel k meni? Ga je vprašala Lidija. Rešila bi te dolgov in deklico pripeljala na svoj dom. Zdaj pa se moram ubadati s pohlepnim trgovcem in še z Antiohom po vrhu. Oprosti mi. Preveč me je bilo strah. Mislil sem, da me boš grajala in mi rekla, naj se sam znajdem. A zdaj, ko sem hčerko prodal, ne prenesem misli na to, da je ne morem zaščititi. Dobro srce imaš. Prosim te, pomagaj ji. Lidija je morala Klaro kupiti za visoko ceno, še preden je prišlo do javne dražbe. Niti najmanj si ni želela tekmovati z Antiohom. Takšne žalitve ji nikoli ne bi odpustil. Sicer pa
Ni bila prepričana, ali bi sploh lahko zmagala. Antioh je imel veliko denarja, ki so ga zaslužile 3 generacije. Apolonija še vedno čaka, je Rebeka spomnila Lidijo. O, Marička, pozabila sem nanjo. Rekla mi je, da si ji povedala za Demetrija. Saj ne nameravaš Antiohu vzeti tudi Demetrija. Klaro, in zdaj še Demetrija. Lidija si je zrahljala ovratnik na tuniki in skušala globoko zajeti zrak. To je dobra rešitev. Apolonija je čisto iz sebe od žalosti. Potrebuje veščega upravnika, ki jo bo zaščitil. V takem stanju jo lahko še kdo ogoljufa. Rebeka je prhnila. Njo bi lahko vedno kdo ogoljufal. O vodenju podjetja ne ve ničesar. Si ne moreš domisliti kakšne druge rešitve? Kaj pa naj? Namesto nje vodim podjetje? Komaj obvladam svoje delavnice. Potrebuje upravnika, ki se ne bo okoristil z njeno naivnostjo. Dobro veš, da ni primernejšega človeka za to delo, kot je Demetrij. Poleg tega bi mu rada vrnila uslugo. Dolga leta mi je bil dober prijatelj. Ravno prejšnji mesec mi je pomagal izpeljati donosno prodajo. Na Antiohovo škodo. In ni se prvič izkazal za koristnega. Če bo Antioh izvedel, kaj načrtuješ, te bo uničil. Lidija se je prijela za nos. Svojo častno plačo mi bo razbil na glavi in mi plašč obarval z mojo krvjo. A ne delajva si skrbi s takšnimi mračnimi mislimi. Rebeka se je sklonila in pobrala Antiohov plašč. Namrščila se je ob pogledu na obarvan rob. Kaj je to? Je skušal ukrasti vzorec naše barve? Ni tako pameten. Lahko bi spil kad barve in ves teden odvajal škrlat, pa še vedno ne bi ugotovil očetovega recepta. Madež je na njegov plašč prišel po naključju in me spomnil na to, da mu gre uničevanje zelo dobro od rok. Apolonija, kar ti bom povedala, moraš ohraniti v največji zaupnosti. Antioh ne sme nikoli izvedeti, da sem ti jaz to povedala. Apolonija je pokimala in jo s široko razprtimi očmi gledala. Tik preden je lani Rufus umrl, je naskrivaj poslal posodnika, ki je za Demetrija napisal zakonito potrdilo o osvoboditvi in mu dal svobodo. A Demetrij mu je moral obljubiti, da bo za Antioha delal še leto dni in mu pred odhodom pomagal dobro urediti stvari v delavnici. Čakaj malo, mislila sem, da je Demetrij Antiohov. Lidija je odkimala. Ne, Rufus ga je odkupil. Nikoli ga ni uradno dal Antiohu. Demetrij je še naprej delal v delavnici, ker je šibko zdravje Rufusu onemogočalo, da bi osebno nadzoroval delo in se je skoraj popolnoma umaknil. Rufus je vedel, da je Demetrij veliko boljši upravnik kot njegov sin. Zato je uredil, da je tako ostalo še naprej. Ko pa je bil na smrtni posteli, ga je začela peči vest. Demetrij mu je zvesto služil 2 desetletji. V določenih pogledih mu je bil bliže kot lastni sin. Starčku se je zdelo, da mu veliko dolguje.
zato ni želel, da do konca življenja služi Antiohu. Demetriju je dal svobodo, pod pogojem, ki sem ga omenila. Po zakonu Demetrij ni več suženj. Naj preidem k bistvu. Od tedaj je minilo 12 mesecev. Prav ta teden bo Demetrij prost obljube. Delal bo lahko, kjer bo želel. Novica o Demetrijevi osvoboditvi bo Antioha pretresla. Oče mu ni povedal, kaj je storil. Antioh misli, da je podedoval lastništvo nad Demetrijem skupaj z vsem drugim. Ne ve, da bo Demetrij že čez nekaj ur odšel. Pred zakonom je svoboden. Svoboden, da lahko dela v drugi delavnici v Filipih? Točno tako. Apolonija si je dolgočasni plet še tesneje ovila okrog ramen. Antiohu to ne bo všeč. Res je. Če se boš odločila za to, te nedvomno čaka nekaj bitk. A pri tem ti bo pomagal Demetrij. Dvomim, da se bo Antioh upal priti naravnost nadte. Demetrij pozna marsikatero njegovo poslovno skrivnost. Ne bo ga želel spraviti v slabo voljo. Apolonija je odkimala. Kako pa veš vse to? Tam sem bila. Apolonija je razprla oči. Tam si bila? Tistega večera, ko je Rufus Demetriju dal svobodo? Lidija je skomignila. Rufus je poslal pome. Zakaj pa bi to storil? Prijatelja sva bila. Mislim, da si je na takšen večer zaželel družbe. A zakaj je izbral tebe? V Filipih je polno vplivnih mož, ki so se šteli za njegove prijatelje. Zakaj je poklical tebe? Nekoč sem mu storila majhno uslugo. Po tistem mi je zaupal, kakor uspešni ljudje zaupajo le malo komu. Najino prijateljstvo je temeljilo na spoštovanju in medsebojnem občudovanju. Je bilo zelo posebno. Ko sem prišla v Filipe, mi je odprl veliko vrat. Nič čudnega, da te je Driton tako občudoval. Apolonija je v roki tako močno zvijala plet, da so se ji pobelili členki. Nora bi bila, če ne bi sprejela te priložnosti. Reci Demetriju, naj takoj, ko bo prost, pride k meni na obisk. Upravniška služba v Dritonovem podjetju je njegova, če jo želi. Vstala je, da bi odšla. Zdaj se je na njena lica že vrnilo nekaj barve in v njenih objokanih očeh se je svetila odločenost. Pri vratih se je obrnila. Ne verjamem, da je bila tvoja usluga Rufusu tako nepomembna, kot praviš. Vem, kaj tvoja pomoč pomeni meni. Lidija se je po odhodu gostje sesedla na kavč. Ni mogla verjeti, da je šele prvi dan v tednu, vsaj po judovskem koledarju. Nakopala si je namreč težav za ves mesec. Do sobote je bilo še 6 dni in šele tedaj bosta lahko z Rebeko šli k reki ter uživali v tihem dnevu počitka in molitve. Lidija je vedela, da je Rebeka žalostna, ker je v Filipih premalo Judov, da bi odprli shodnice. V zadnjih letih sta obe z drugimi Judi in bogaboječimi ljudmi iz okolice ob sobotah hodili na srečanja ob reki, kjer so molili in častili Boga. Za Lidijo je bil to dobrodošel oddih
in čas za poživitev. Medtem ko je spoznavala Boga, ki se mu je odločila slediti. Globoko je zavzdihnila in se vrnila k mislim, ki so jo zaposlovale. S skrbno izbranimi besedami je napisala pismo, zapečatila papirus s prstanom in poklicala služabnika Epafrodita, sposobnega in bistrega človeka, ki je že več let delal v delavnici in bil vreden njenega zaupanja. Podala mu je sveže popisan zvitek. Za Demetrija. Pismo izroči njemu, nikomur drugemu ga ne daj. In s tem pismom za nocoj naredimo piko, spoštovani poslušalci. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Lahko noč. Radijski roman.